Sončno popoldne je tako na dvorišče ormoškega doma starejših občanov zvabilo stanovalce in številne obiskovalce, med katerimi so bili tudi župan občine Ormož Alojz Sok, podžupan Mirko Novak, župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko, direktorica občinske uprave občine Središče ob Dravi Jelka Trstenjak in direktorica zdravstvenega doma Ormož Vlasta Zupanič Domajnko. Vsem skupaj je za vesel uvod na frajtonarico zaigral stanovalec, ki je tudi predsednik sveta stanovalcev doma Mirko Krajnc. Potem pa je zbrane nagovoril direktor Centra starejših občanov Ormož, dr. Bojan Burgar, ki je med drugim dejal. Prepričan sem, da je delo, ki ga udejanjamo zaposleni Centra starejših občanov Ormož, z našim okoljem, tisto delo, ki nam ga narekuje notranja vest in obveznost do tretjega življenjskega obdobja. Saj je to obdobje, ki si ga skupaj zaželimo z zdravjem in zadovoljstvom. Tako, to si pa zaploskamo, ker mislim, da mogoče malo pozno, vendar še dovolj hitro lahko spoznamo, da je zdravje največja vrednota in vrednost, ki nam je lahko znotraj našega lista papirja, ki ga pišemo skozi življenje, dana. Veliko smo naredili na področju skrbi za starost. Čaka pa nas še delo, to je zagotoviti dovolj prostorskih kapacitet za vse, ki čakajo in želijo biti z nami. Ni jih malo. Na včerajšnji dan jih je bilo okrog 270. Udejanjiti celostno skrb za tretje življenjsko obdobje z dolgotrajno oskrbo, z medgeneracijsko povezanostjo, ki jo že Center starejših občanov kot nosilec uresničuje znotraj programa projekta medgeneracijskega povezovanja. Seveda s partnerjema zdravstveni dom Ormož. V tem trenutku pozdravljam direktorico gospod Vlasto Zupanič, ki se nam je pridružila, in seveda z obrtno zbornico Ormož. Znotraj naših treh občin, lastnic seveda Centra starejših občanov Ormož, nas čaka najprej izgradnja medgeneracijskega centra za osnovno in nadstandardno institucionalno varstvo pri Svetem Tomažu. V teh dneh bodo stekla gradbena dela, koncesijo za 28 mest pa smo že pridobili. Z izgradnjo navedenih kapacitet bomo zagotovili še pogoje za varovani oddelek, počitniško varstvo, dnevno in nočno varstvo in druge možne oblike skrbi za starostnika v našem okolju, ki jih bo seveda prinesel zakon o dolgotrajni oskrbi starostnika. Spoštovani, kot vidite, gledamo naprej v skrbi za vse nas, ki varstvo že potrebujemo in tiste, ki je še bomo potrebovali. Seveda ne gre brez podpore naših vseh treh občin in seveda županov kot njihovih predstavnikov. V imenu občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je spregovoril župan Ormoža Alojz Sok. Imamo nekako v načrtu, da bi tudi z društvom upokojencev oziroma zvezo se dogovorili in počasi prišli kot ustanovitelji do lastništva, seveda z določeno zameno, te zgradbe za Grošljevo vilo. To bi seveda potem služilo kot možnost nadaljne širitve v tistem, kar bomo seveda tudi v bodoče potrebovali. Jaz verjamem, da bomo z Zvezo upokojencev uspeli te zadeve uskladiti, trenutno so še malo neka drugačna mnenja, ampak na tem delamo
in si bomo tudi v prihodnje za to prizadevali. To bi seveda potem dalo tudi možnost, da se eventualna o širitvi razmišlja v Ormožu in pa seveda v naslednji fazi bo tudi o kakšni enote varstva za ostarele, starejše treba razmisliti v občini Središče ob Dravi. V kulturnem programu v nadaljevanju so nastopili pevka Leja Majcen, dijakinja 3. letnika predšolske vzgoje na ormoški gimnaziji. In recitatorji, plesalci ter etnoskupina Gudalo iz osnovne šole Ormož. Zbrane je potem pozdravila še podpredsednica sveta stanovalcev Angela Šuster. Za konec pa sta za malo smeha poskrbeli stanovalka in zaposlena, ki sta se predstavili s skečem na temo, kako babica in vnukinja kupujeta čevlje. Presrečenje dogodka je predstavljala skupina ciganov, v cigane oblečenih zaposlenih, ki so za konec navdušili z nekaj glasbe in plesom.